No, zdaj smo pa še pri današnji zadnji predstavitvi. Kot najbrž veste, je Slovenija sodelovala na drugem roku na razpisu skupnega podjetja EuroHPC s prijavo za vzpostavitev slovenske tovarne umetne inteligence, ki vključuje tudi nov superračunalnik, prilagojen za umetno inteligenco. In 12. marca, torej to ravno dobrih 14 dni, 12. marca je to skupno podjetje za evropsko visoko zmogljivo računalništvo EuroHPC-ju objavilo, da je v tem roku med izbranimi prijavami tudi slovenska prijava. V tej so imeli pa zelo pomembno, jaz bom rekla ključno, Sašo bo pa povedal, če se strinja, vlogo raziskovalci Inštituta Jožef Štefan. Danes bosta SLAIF, to slovensko tovarno umetne inteligence, predstavila dva. Najprej ima besedo profesor dr. Sašo Džerovski. Izvoli, Sašo. Hvala, Polona. Najprej lepo pozdravljeni. Izrekel bi dobrodošlico predstavnikom ministrstev, in sicer Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Ministrstva za digitalno preobrazbo. Te dve ministrstvi zagotavljata slovenski vložek za postavitev te pomembne infrastrukture, o kateri bomo govorili. 50% denarja prispeva Slovenija, 50% pa pride iz Evrope. Pozdravil bi tudi predstavnike partnerjev v konzorciju slovenske tovarne za umetno inteligenco. Rad bi zelo poudaril, da je to skupni projekt, vseslovenski projekt, ki združuje naše moči, ki jih imamo sicer ne malo, ampak so pač ustrezno porazdeljene po celi Sloveniji. Ne nazadnje pa dobrodošlica kolegom, sodelavcem in tudi predstavnikom medijev. Slovenska tovarna umetne inteligence, že samo ime tovarne umetne inteligence ima zelo pomembno konotacijo. Pove nam, kje se nekje nahajamo v današnji družbi, in sicer se nahajamo na prehodu, kjer umetna inteligenca in njena uporaba prihaja iz, bom tako rekel, obrtniške faze manufakture v fazo industrializacije, v fazo, kjer se bo to dogajalo v tovarnah in bo naslavljalo bistveno širši krog uporabnikov. Ta infrastruktura, o kateri bom govoril, je precej različna od infrastruktur, ki so jih opisovali kolegi, že zato, ker trenutno zares ne obstaja in smo mi šele pridobili denar, da jo postavimo v naslednjih nekaj letih, ampak tudi potem, da zares bo podpirala bistveno širši krog uporabnikov. Tlele smo videli različne infrastrukture, ki bojo podpirale znanstvenike iz inštituta, pa iz Slovenije in tudi širše pri določenih aktivnostih. Tlele pa bomo poleg znanosti podpirali tudi slovensko gospodarstvo, industrijo, javni sektor in zares celotno slovensko družbo. Najprej moram razložiti, kaj to tovarne umetne inteligence so, in sem poskušal to razložiti, kar se da po kmečko, in ko sem za to iskal gradiva, se mi je zdelo najbolj primerno gradivo za evroposlance, in tole je pravzaprav iz dokumenta pripravljenega za Evropski parlament, ki po eni strani pove, kakšna naj bi bila sestava teh tovarn za umetno inteligenco, imele naj bi superračunalnike po eni strani, ampak po drugi strani, in zelo pomembno, bi imele tudi še določene aktivnosti in storitve. Se pravi, to je tisti del, ki ni otipljiv. Superračunalnik pač bo nekje nameščen fizično, lahko se ga boste dotaknili, ampak te aktivnosti in storitve so pa tisti nesnovni del, ki je v resnici zelo pomemben. In seveda bo pa to podpiralo predvsem razvoj, gradnjo modelov umetne inteligence, in sicer najbolj generativne umetne inteligence. In pri tem se zares še najbolj uporablja tako imenovane grafične procesne enote oziroma GPU-je, in superračunalnik bo vseboval tako GPU-je kot tudi tradicionalne centralne procesne enote oziroma CPU-je. In zdaj povedali smo, da bo to podpiralo gradnjo teh generativnih modelov, kar pomeni, da bi moral vsaj na kratko vam razložiti, kaj te generativni modeli umetne inteligence so,
pa tako zato v resnici neizogibno vsaj en mal zgodovine umetne inteligence povzeti. Zdaj, tukaj se bom osredotočil na nevronske mreže, ki posnemajo, bom rekel, človeško strojno opremo, človeški hardware. V možganih so nevroni, nevroni so povezani v nevronske mreže, sicer naravne, a na področju umetne inteligence so že, to je zdaj že kar nekaj časa, to so bila že 50. leta, so bili predlagani umetni nevroni, recimo perceptron, in njihovo povezovanje v umetne nevronske mreže. Zdaj, kot vidite, zgoraj levo je slika tega perceptrona, to ni nič kaj pretirano zapletena zadeva, to je v resnici enota, ki ima nekaj vhodov, označene z X-i, in potem ima še neke uteži, označene z dvojnimi v-ji, in ta enota zmnoži X-e z v-ji, jih sešteje in potem še uporabi eno, bom rekel, tako mejo, en prag, preden se odloči ali bo kot izhod podala enko ali ničlo. To se pravi, je ta osnovna relativno preprosta enota, a moč nevronskih mrež pride iz tega, da veliko teh elementov povežejo v več plasti nivojev in tudi v tem, da v resnici te uteži se lahko naučijo iz podatkov. In tukaj je tudi tisti ključni del, kjer zares potrebujemo tiste GPU-je, se pravi grafične procesne enote, kjer znajo zelo učinkovito s procesi množenja matrik te mreže, parametre v mrežah, te uteži se naučiti. In tudi, ko boste slišali o velikih jezikovnih modelih s toliko pa toliko bilijoni parametrov, to so tiste uteži dvojni v-ji, ki se tam pri perceptronu pojavljajo. Seveda, razvoj nevronskih mrež je šel od takih relativno plitvih s parimi temi nivoji, kot je zgoraj na sredi, do globokih nevronskih mrež, ki pa zdaj imajo zelo veliko teh različnih nivojev, zelo veliko nevronov, posledično zelo veliko uteži, ki se jih je treba naučiti. In za ta proces učenja so potrebni podatki, veliko podatkov, ampak potrebno je tudi veliko te procesorske moči. In zdaj najnovejše te arhitekture nevronskih mrež so tako imenovane transformerske arhitekture, to je spodaj desno na tem slajdu. In zares te generativni modeli, veliki jezikovni modeli, niso nič drugega kot ene res velike nevronske mreže, ki se učijo napovedovati naslednjo besedo v tekstu. Kot vhod prejmejo tekst do neke meje, v nekem oknu, in potem napovejo, katera bo naslednja beseda. In potem, če jih uporabimo v takem načinu, da prejšnji izhod in potaknemo kot nadaljnji vhod, znajo drugo za drugo napovedovati te besede in ven pridejo potem celi stavki. In to je osnova, to so te veliki jezikovni modeli. Kot sem pa prej razložil, so pa res veliki, ogromno je teh nevronov, ogromno je teh uteži in je zato za učenje teh modelov potrebno imeti veliko podatkov, se pravi res ogromne količine teksta, po drugi strani pa tudi procesorska moč. No in samo še en tak uvodni slajd, okrog tistih nevronskih mrež so potem tipično še oviti pogovorni vmesniki, klepetalniki, in ko se pogovarjate s ChatGPT-jem, dostopate do tega vmesnika, ki potem naprej kliče veliki jezikovni model da nekaj različnih napovedi za to, kako bi se tekst lahko nadaljeval, in na osnovi spodbujevanega učenja s človeško povratno informacijo, reinforcement learning from human feedback, potem se ta klepetalnik odloči, katero od alternativnih nadaljevanj tega teksta vam bo pa zares pokazal kot odgovor na vaše vprašanje oziroma prompt. In zakaj torej zares potrebujemo te tovarne za umetno inteligenco? Zares jih predvsem potrebujemo zato, da se učimo in prilagajamo take velike jezikovne modele in ostale vrste generativnih modelov umetne inteligence. Zdaj, te se lahko učimo ne samo na tekstu, učimo se jih lahko tudi na drugih vrstah informacij, recimo slikovnih,
In vedno bolj pomembni so tudi tako imenovani večmodalni temeljni modeli, kjer mešamo tekst, slike in podobno. Ne. In lahko si predstavljate, da količina podatkov lahko še narašča, ne. Če si predstavljate satelitske posnetke, mi imamo vrsto različnih satelitov, ki snemajo v različnih spektralnih območjih, skratka imamo lahko ogromne količine podatkov, s katerimi se učimo te temeljne modele. Druga značilnost teh temeljnih modelov je pa, da jih lahko uporabljamo za vrsto različnih nalog, za katere jih mogoče niti nismo začetno pripravljali. To je ena taka bistvena razlika med klasičnimi napovednimi modeli z področja umetne inteligence in strojnega učenja, ker se tipično učimo modelov, ki so prilagojeni posamezni nalogi. Tukaj se pa učimo iz neoznačenih podatkov modelov, ki so potem lahko kasneje, downstream se temu reče po angleško, se lahko uporabi za reševanje različnih problemov. Če za hip še ostanemo pri teh satelitskih slikah, tak temeljni model treniramo z ogromno količino satelitskih slik, neoznačenih, kasneje pa to uporabljamo pri napovedovanju, identificiranju požarov, poplav, v kmetijstvu, v gozdarstvu in gre se še vedno za isti temeljni model, ki ima pa različne uporabe. Ne? In zato so te generativni modeli tudi zanimivi so za zelo širok krog uporabnikov in zato je pač smiselno se jih učiti in jih pač narediti dostopne širokemu krogu uporabnikov. In v resnici ta slovenska tovarna umetne inteligence bo podpirala učenje in prilagajanje tovrstnih modelov v celotnem slovenskem ekosistemu, ki bo vključevalo raziskovalce na tem področju, ampak seveda tudi gospodarstvo, ki bo želelo tovrstne modele uporabljati, tudi javni sektor. In če se na IS že pogovarjamo o raziskovalnih infrastrukturah za podporo posameznim znanostim, mi v resnici umetno inteligenco tudi vidimo kot infrastrukturo za znanost. In sicer ne eno samo, ampak za različna področja znanosti. Znotraj infrastrukturnega programa IS imamo tudi en sicer manjši infrastrukturni center umetna inteligenca za znanost, s pomenljivo kratico Razum. Obstaja že nekaj let in v resnici dejansko s tem podpiramo raziskovalno dejavnost na inštitutu, ampak kot rečeno, s tovarnami umetne inteligence pa gremo to se zares v veliko večjem obsegu, ker podpiramo vrsto dejavnosti v družbi. In seveda, sem že prej omenil, imamo tale snovni, otipljivi del, ta high performance computing, visoko zmogljivo računalništvo oziroma superračunalnik, imamo pa tudi ta del nesnovni, kjer pa pride znanje, programska oprema, podatki in človeške kapacitete, talenti, in to je ta del, ki se nanaša na tovarno umetne inteligence. Ustrezno je konzorcij, ki bo izvajal ta projekt, razdeljen na dva dela. Ta del, ki se nanaša na tovarno umetne inteligence, po tehnični plati koordiniramo tukaj na IS. Administrativni koordinator je Izum, vključujemo pa vrsto organizacij znanja, Univerza v Ljubljani na prvem mestu, Maribor, FIŠ, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, infrastrukturne akterje kot Arnes in Izum in ne nazadnje povezovalce z gospodarstvom, kot so Gospodarska zbornica in Tehnološki park. Zdaj, to sem jih že naštel po kategorijah, ne. Pomembni so partnerji, ki prinašajo znanje v projekt, znanje tako na področju umetne inteligence kot na področju visoko zmogljivega računalništva. Imamo seveda tudi organizacije, ki so specializirane za infrastrukturo, kot so Izum in Arnes. Imamo regionalni aspekt, poleg Maribora imamo tukaj Novo Gorico, Univerzo na Primorskem, ki nas ustrezno povežejo z različnimi regijami in ne nazadnje to povezavo z gospodarstvom. Tehnološki park in Gospodarska zbornica imata dostop do precej širokega nabora tako majhnih kot velikih podjetij.
Zdaj par besed o organizaciji dela v projektu. Na prvem mestu seveda moramo vzpostaviti, bom rekel, to hardversko strojno opremo, infrastrukturo, to je sicer predvsem v delu, ki se nanaša na superračunalnik, a vendarle nižji nivoji strojne opreme so tukaj pokriti v delovnem sklopu delotoki in orkestracija podatkov. Potem imamo centralno platformo za umetno inteligenco, ki razvija splošne delotoke, uporabne na različnih področjih, se pravi generične horizontalne storitve. Zelo pomemben tukaj je tudi semantični katalog različnih komponent in delotokov, ki ga bomo razvijali na IAS in kjer naše lastno znanje na tem področju igra zelo veliko vlogo. Iz Univerze v Mariboru se bojo fokusirali na to, da naredijo te delotoke uporabne čim širšemu krogu uporabnikov. Zelo pomembna sta pa dva delovna sklopa, ki se nanašata na uporabo teh storitev na različnih področjih, se pravi vertikalne storitve in tudi veščine in usposabljanje. In zato imam za vsakega od teh še po en slajd. Področje uporabe so sicer zastavljena zelo široko. Z umetno inteligenco bomo podpirali zeleni prehod, uporabo na področju zdravja in biotehnologije in tudi nasploh digitalne družbe. Za nas je pa seveda pomembna tudi podpora znanosti. In tukaj bomo zares podpirali uporabo na področju znanosti o materialih, znanosti o okolju, in tukaj so pomembni tudi drugi projekti, ki smo jih na inštitutu pridobili v tem letu oziroma v preteklem letu. Imamo projekt v shemi gravitacija, umetna inteligenca za znanost, imamo projekt jezikovni modeli za digitalno humanistiko in tlele ta infrastruktura bo zelo pomembna za te projekte. Pomembni so pa tudi projekti, ki smo jih res ravno kar pridobili, začeli so se 1. marca. Imamo projekt Veliki jezikovni modeli za Evropsko unijo, kjer igra Slovenija zelo pomembno vlogo, tako inštitucije znanja kot podjetja so vključena, kot tudi dva ERA-Chair projekta, eden na inštitutu Jožef Stefan, ki se nanaša na avtomatsko strojno učenje na področjih optimizacije in večoznačne klasifikacije, ter umetna inteligenca za digitalno humanistiko, ta je pa na fakulteti za računalništvo in informatiko. Oba dva ta projekta bosta v veliki meri uporabljala to infrastrukturo, ko bo vzpostavljena. Še zadnja, zdaj nazaj. Se opravičujem. Hotel sem samo še par besed povedati o veščinah in usposabljanju. Želimo si, da bi te kapacitete, te storitve uporabljalo čim več uporabnikov iz Slovenije in zato je človeški faktor kritičen. Mi bomo sicer imeli superračunalnik, bomo postavili gor storitve, ampak svojega namena ne bomo dosegli, če jih širok krog uporabnikov ne bo uporabljal, ne. In zato je ena glavnih ovir, bom rekel, izobraženost in usposobljenost uporabnikov, ki morajo najprej razumeti, kakšne storitve ponujamo, zakaj se jih lahko uporabi v njihovem delokrogu in kako se to naredi. In to bomo pokrili z precej ekstenzivnim programom usposabljanj, ki bojo pokrivale tako horizontalni kot vertikalne segmente, ki sem jih omenil. In s tem bi počasi jaz končal in predal besedo kolegi Filipčiču, ki bo pa nam malo več povedal o tem, kakšna bo pa zares ta strojna oprema superračunalnik. Pozdravljeni. Spravi, drug del tega projekta, ki smo ga prijavljali, je superračunalnik. Veste, najbrž že vsi, da v Sloveniji imamo že skoraj 5 let Vego, enega najbolj uspešnih superračunalnikov v Evropi, čeprav en manjših, ga tudi tuji raziskovalci in tudi tuja podjetja precej uporabljajo. In glavni razlog za uspeh Vege je predvsem sodelovanje v okviru SLING konzorcija
Se pravi, Slin konzorcij vključuje več kot 20 superračunalniških oziroma inštitucij, ki se ukvarjajo s superračunalništvom v Sloveniji. Kar hočemo od novega superračunalnika, približno zbrano na tej transparenci. Konzorcijem je, kot se je že kolega Sašo povedal, sestavljen iz 3 organizacij, ISUM, IS in ARNES. Namen je seveda glavnem ponujati storitve in razvoj na področju umetne inteligence. Cilj skupnega podjetja EuroHPC je pa bil predvsem tako imenovano pospeševanje razvoja srednjih in malih podjetij na področju umetne inteligence. To seveda ne pomeni, da superračunalnik ni uporaben oziroma namenjen tudi ostalim stvarem, naprimer raziskovalcem, akademikom in javni upravi. Ocenjena moč, računska moč tega superračunalnika je približno 100 petaflopov v dvojni natančnosti in 10 exaflopov za račune umetne inteligence. Shranjevalna kapaciteta bo približno 100 petabajtov, kar je 5-krat več, kot imamo do zdaj na voljo v Sloveniji. Povezljivost v slovensko omrežje ARNES-a in širše evropsko omrežje ŽEON bo več kot 1 terabit na sekundo. Zdaj, mogoče se komu to zdi veliko, ampak na sliki, na tele sliki je prikazan promet iz Slovenije v tujino in s tem rumenim krogom je označeno, kdaj smo vklopili superračunalnik Vego leta 2021, skala je pa 300 gigabitov. Tako da že takratne razmere je 1 terabit ne zelo veliko. Moč superračunalnika je precejšnja, naša ocena je, da moč pri maksimalni obremenjenosti nekje 5 do 6 megavatov, kar je recimo skoraj četrtina hidroelektrarne, od koder bomo moč dobivali. Naši cilji so bili sledeči, se pravi, Vega bo končala z obratovanjem predvidoma v začetku leta 2027 in ta nov superračunalnik mora nadomestiti praktično vso funkcionalnost, se pravi, mora omogočati računanje na klasičnih procesorjih, pa tudi znanstvene aplikacije na grafičnih procesorjih oziroma na pospeševalnikih. S tem mislim na klasična znanstvena aplikacija brez umetne inteligence, pa ne, da umetna inteligenca ni znanost, nisem mislil v tem smislu. Pa seveda ponujati mora trajno hrambo podatkov, po kateri so potrebe precejšnje v Sloveniji zaradi sodelovanja pri velikih mednarodnih eksperimentih in ostalih aktivnostih. Večino investicije bo seveda vloženo v opremo, ki je optimirana za umetno inteligenco, vendar bomo poskušali tukaj vseeno doseči, da bo ta oprema uporabna tudi za ostale stvari. To v zadnjem času ni trivialno, kot prodajalci grejo v tako skrajnost, da optimirajo opremo samo za umetno inteligenco in klasične načine računanja oziroma enote odstranjujejo iz pospeševalnikov. Dajmo kar naprej, da bom prepozen. Novi podatkovni center je predviden na Dravskem otoku, poleg elektrarne. Tukaj vidite shemo novega centra, ki se bo predvidoma začel graditi naslednji teden, če se ne motim, in bo zgrajen približno v 1 letu. Časovnica nabave in postavitve je taka, da bomo predvidoma enkrat še letos, mogoče ni prva četrtina, ampak malce kasneje, pričeli s javno nabavo. To bo po vsej verjetnosti vodilo skupno evropsko podjetje EuroHPC. V istem letu bomo izbrali tudi ponudnika, postopek bo trajal približno 6 mesecev. Vzpostavitev prve faze superračunalnika bo predvidoma v prvem četrtletju 2027, takrat, ko bo pač prenehala Vega delovati, tako da bomo imeli
vmes nedelujočega superračunalnika. Nova faza pa bo predvidoma po 2 letih. Cilj te druge faze je predvsem nabaviti modernejšo opremo za umetno inteligenco, ki ne bo tako hitro zastarala. Arhitektura je še kar zapletena, bistvena poanta tega je, da bomo poskušali združiti 2 koncepta, in sicer superračunalnik skupaj z oblačno infrastrukturo, ki bo tesno povezana med sabo. Superračunalnik omogoča učinkovito izrabo resursov, zelo hitro računanje, hitro dobivanje rezultatov. Oblačna infrastruktura pa omogoča, da uporabniki na bistveno lažji način upravljajo svojimi podatki, z delom, testirajo, razvijajo opremo oziroma se povežejo z domačim laboratorijem ali pa z domačim podjetjem. Glavne komponente so bomo imeli agilno, hibridno in modularno arhitekturo, s transparentnim dodeljevanjem računskih in shranjevalnih resursov, v bistvu za vse potrebe, ki jih bodo imeli uporabniki, tako raziskovalci kot podjetja ali kdorkoli drugi. Načini uporabe bo, več jih bo, do zdaj smo uporabljali predvsem klasični superračunalniški način, ko se uporabnik pač priključi na superračunalnik, pošlje neki nalog v izračun, počaka dan, 2 ali pa celo mesec včasih in dobi rezultate nazaj. Potem delo v virtualnem okolju, delo s kontejnerji, z osebniki, predvsem pa najbolj važna stvar je, da bomo imeli vsi uporabniki prilagojeno delovno okolje, ki se bodo lahko sami vzpostavili, in tudi velikost tega okolja, se pravi v številu vozlišč, v spominu, v shranjevalnem prostoru si bo lahko vsak uporabnik po svoji meri izoblikoval. En glavnih ciljev je tudi ponuditi enovit dostop do podatkov, tako klasičen način, naprimer preko datatečnih sistemov, kot tudi oddaljen pristop, ki jih nekateri uporabniki že poznajo, naprimer preko protokolov HTTP ali pa S3, kot uporabljajo komercialni ponudniki oblačnih storitev. Predvsem pa cilj združiti več uporabniških centrov in tako v Sloveniji, naprimer IZUM, pa ARNES, pa IS, kot tudi tuje centre v nekakšno federacijo, kjer bo dostop do podatkov transparenten za kogarkoli. Tudi v tem smislu, da uporabnika ne bo zares zanimalo, kje se vhodni podatki trenutno nahajajo, ampak cel sistem bo poskrbel za kompletno avtomatiko. Tako kot je naprimer skicirana na tej sliki, ta načrt je iz projekta InterTwin, ki omogoča naprimer tole, da uporabnik v Italiji zažene Kubernetes mašinerijo, se pravi svoje virtualne okolje, in na Vegi zares se podatki izračunajo in se vrnejo v njegov brskalnik. Kar se tiče strojne opreme, je še precej nedefinirano. To bo pač stvar pogajanj tekom razpisa oziroma procurementa, kot se reče. Glavne ideje so približno sledeče, da bomo za CPU-je po vsej verjetnosti nabavljali nekje od 300 do 400 tisoč računskih jeder, kar je 4-krat več kot trenutno na Vegi, ta jedra bo tudi bistveno močnejša. Arhitektura pa ni še odločena. Glavni kandidati so AMD z novim Venice procesorjem, pa ARM. ARM ima celo več opcij, kot so ponudniki, naprimer Nvidia ali pa evropska procesorska iniciativa s ponudnikom SIPL, pa tudi še nekaj ostalih. Grafične kartice bojo po vsej verjetnosti Nvidia, tukaj imamo nekaj opcij, pa na sliki je tudi, na sliki imamo nekaj shem različnih načinov arhitekture in procesorjev. Slika sama
Vrhna slika je slika obstoječih procesorjev Nevegi, ki demonstrirajo tekoče hlajenje, ki je zelo pomembno za superračunalnik, če hočemo zmanjšati porabo energije oziroma kar počnemo s toploto. Pač odpadne toplote bo v našem primeru 5 MW, kar ni mačji kašelj ravno. Imeli bomo več načinov za shranjevanje podatkov, predvsem potreben sistem, ki bo imel zelo hiter pretok in dostop do podatkov. Več kandidatov je naprimer kot Weka ali pa VAST ali pa DDN Infinia sistem. Za velike kapacitete bomo pa vse verjetnosti uporabljali CEF, ki ga že zdaj uporabljamo na več organizacijah, predvsem zaradi tega, ker ima trenutno IS, pa ARNES, pa IZOM vzpostavljeno to infrastrukturo, ki se že uporablja za federirane sisteme, se pravi uporabnik lahko podatke hkrati shranjuje na vse 3 centre istočasno. Še za zaključek, investicija je po vsej verjetnosti ena največjih ali pa celo največja investicija v nekaj, kar ima zvezo z znanostjo v Sloveniji, no. Sicer bistveno več, kot običajno namenimo kakšni raziskovalni opremi, ampak če pa primerjamo železniško postajo, pa ni toliko strašno. No. Zdaj, sam HPC del, superračunalnik, investicija za superračunalnik bo približno 120 milijonov evrov, tukaj so vključeni seveda nakup in operativni stroški, ko so zaradi cene elektrike znatni, skoraj polovica, no, recimo 1/3 je samo cena elektrike, za tovarno, se pravi za delovno silo, pa bo namenjenih približno 12 milijonov. 10 milijonov smo pa že vložili v italijanski superračunalnik, ki ga bomo komplementarno uporabljali s slovenskim. No. Zasnova italijanskega superračunalniška bo posebej malce drugačna od našega in tudi, ko bomo pripravljali dokumentacijo za razpis oziroma se pogovarjali z bodočimi ponudniki, bomo poskušali zasnovati sistem, ki bo komplementaren. No. Skratka, celotna investicija je pol 145 milijonov evrov. Financierji so pa seveda, kot je skicirano, EuroHPC, Joint Undertaking, pa Ministrstvo za digitalno preobrazbo in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Hvala.